virus je, oziroma ta cela epidemija je nepredvidljiva, z virusom nekako ne moreš skleniti nekega diplomatskega premirja, nekega dogovora, ne? On gre pač neko svojo pot. Tako da cel kup stvari, ki so tudi strokovnjaki morda iskreno verjeli ali pa načrtovali, se potem obrnilo drugače in je bil občutek, da sploh ne vedo, kaj govorijo. Ne? Zdaj, jaz si predstavljam, da ljudje, ki morda niso vsakodnevno v stiku s tem, da enostavno nimajo teh izkušenj, da znanost ni ne enostavna, ne tako zelo egzaktna in da je to v bistvu zelo težko, še pri stvareh, kjer jasno vemo, da je narobe. Naprimer, taki klasični primeri, pitje alkohola ali pa kajenje, kjer je tako nesporno znano, da je to škodljivo in neuspešno, smo zelo slabo uspešni, ne? Padajo neke druge želje in motivi. Pri tem virusu, ki je pa tako zelo nepredvidljiv in nov, je bilo pa še toliko težje. Zdaj, edino morda, kar bi želela, da bi bilo drugače, je, da bi to voditeljstvo bilo bolj sočutno. Ne? Temu se v angleškem žargonu reče compassionate leadership. O tem se zdaj precej govori, torej, da bi bilo bolj milo na nek način, bolj sočutno, bolj upoštevajoč zaskrbljenost in realne strahove ljudi, kljub temu, da niso utemeljeni. Jaz mislim, da upam, no, da bo ta epidemija pripeljala do tega, da se bodo vzpostavili neki mehanizmi kot pripravo za bodoče pandemije, bodisi za pripravo univerzalnega cepiva za koronaviruse, bodisi za pripravo bolj širokih zdravil, ki bodo že pripravljeni za druge bolezni in ne nazadnje tudi z mehanizmi, kako bi lahko ta krog izvedli hitreje. Torej ocenjujejo, da bi bilo možno mogoče že v 3 mesecih priti do rezultatov. Ozko grlo, tisto, kar se najdlje časa traje, je testiranje. Ne? To pač vzame nek določen čas, ampak če pripravimo vse resurse, tukaj pa ne gre samo za evropske, ampak svetovne, mislim, da bi se dal to nekako pripraviti do neke koordinirane akcije. Ne nazadnje tudi informacijo o dednem zapisu virusa smo dobili iz Kitajske in je praktično v celem svetu prišel istočasno in so lahko takoj v ZDA na drugem koncu sveta začeli za pripravo cepiva in so imeli recimo v 2 tednih že kandidat za cepivo. Tako da tukaj je demonstracija sposobnosti znanosti, po drugi strani pa mislim, da se moramo potruditi, da bomo drugič lahko reagirali še hitreje.